Po dolgem času k skupini Čedahuči, Blaž je z mano, zdravo. Lepo zdravo, Boštjan. Si se kaj kopal v kateri reki? Naprimer v reki Čedahuči? Ne, v reki Čedahuči se pa še nisem imel priložnosti kopati. Tudi zgleda bo to še malo počakalo. Ste Čedahuči manj aktivni ali neaktivni ali postali ponovno delovne? Veš, ko je, v bistvu na nas kar je to obdobje vplivalo, tako malo nas je ranil kot skupino. Ta dobre stvari so pa, da je vsak od nas doma veliko igral v tem času in se je cel band, vsak posameznik je v vmesnem času se razvil kot čisto individualno, kot glasbenik. In zdaj, ko smo se spet dobili na vajah, kaj bo to možno, je še toliko bolj zvenelo. Tako da ima in dobre in slabe plati, ampak trenutno pa lahko veliko delamo in snemamo. Imeli smo par zelo lepih koncertov, mogoče še lepših kot prej. Tudi opazili smo, recimo, ljudje so se na koncertih veliko lepše odzivali, veliko bližje je prišla glasba. Tako da je mešano in dobre plati in slabe plati. Zadnje, kar smo poročali o vas, je bil album Ištekani. Tam ste bili Čedahuči 2.0, kaj to pomeni? Ja, Ištekanih smo se tudi lotili nekako z zavedanjem, da prihaja eno novo obdobje. Zaradi tega, ker skupina Čedahuči, taka kot je bila, je že v bistvu pred korono smo imeli tako eno krizo v bendu in za Ištekane smo se mogli kar na novo sestaviti, pa tudi imeli smo pol leta premora od koncertov, tako da smo se tudi Ištekanih lotili z novo energijo, z novim pristopom in zaradi tega mi smo to doživljali tako, kot da je novo poglavje in pa smo se pa v bistvu veliko tudi zafrkavali, tako da smo se poimenovali Čedahuči 2.0, kaj je vse danes tako digitalno in v smislu aplikacij in operacijskih sistemov smo se še mi tako obnašali, kada smo en tak operacijski sistem nadgradnja. In kakšni ste potem Čedahuči 2021 v postavi, mislim? V postavi je pa zelo zanimivo. Zdaj recimo imeli smo en zelo lep koncert v Kranju, ko smo bili kot trio, kjer je bila Romana Presenc, ki je pela, pa Urban, ki je bil z nami na Poznavni prvič in smo na ta način igrali, pa je bil res en tak lep koncert. V Kopru smo imeli prejšnji teden koncert, kjer smo se prepletali kot trije glasbeni kolektivi. Anže Langus, Petrovič, Dagi s svojim bandom, Čedahuči pa Fat Horses, tako da smo v bistvu igrali drug z drugim. Pol recimo imamo tudi ene čist take bolj intimne koncerte, kjer je spet druga zasedba. V bistvu je trenutno ni ene take ustaljene zasedbe, ki bi rekli Čedahuči, ampak je trenutno res tak projekt in igramo z večjimi različnimi glasbeniki. Ker tudi, recimo, to je zanimiva stvar, ko se je letos spet odprla scena, ko smo lahko imeli koncerte, je bila prav eksplozija in recimo v našem bendu več glasbenikov, recimo Daniel Bogataj, ki je izjemen na violini in tudi električno kitaro igra zelo dobro, poje. Igra zdaj v 8 zasedbah, 10, ne vem točno. Jure Maček, naš bobnar, zdaj igra ogromen pri Joker Out. Tako da smo v bistvu se tudi za projekt Čedahuči mogli nekako prilagajati od koncerta do koncerta, da smo speljali. Tako da veliko enih takih zanimivih v bistvu sodelovanj, ni pa trenutno ene ustaljene ekipe, ki bi rekli Čedahuči. To smo v bistvu jaz, Romana Presenc, pa Daniel Bogataj. Ostali se pa nekako priključujejo ali pa ne, odvisno od situacije. Zdaj pa ste pričeli tudi brati, odprli ste namreč knjigo. Ja, imamo novo pesem, na katero smo zelo ponosni. Odprta knjiga, smo rekli, da je pesem o impresiji lepote bivanja v dvoje. Meni je zelo ljuba pesem, ker promovira take lepe vrednote, čist take osnovne stvari, spoštovanje drugega, odkritost, vztrajnost in tudi se mi zdi, da je pesem taka, da izžareva neko toplino in na to smo zelo ponosni. Je taka dinamična, pozitivna skladba z veliko energije. Ja, res je. Dodan tudi videospot? Ja, videospot smo že tudi objavili na YouTubu. Zdaj v odprti knjigi imam toliko zapovedati, ker je polno enih lepih zgodb, lepih sodelovanj. V duhu recimo teh koncertov, ki smo jih imeli skupaj z Dagijem in Fat Horses, je
Anžel Angus je posnel bas za to pesem, Marko Hrvatin, izjemen kitarist, je posnel električne kitare, potem Jure Mihevc iz Fat Horses je miksul to pesem, tako da smo se že tudi samo v tej pesmi vsi trije kolektivi prepletali. Videospot je pa nekako smo poskušali to, kar ima pesem, to toplino, pa ko govori v bistvu o tem, kako je lahko lepo v dvoje, smo hoteli še podkrepiti in nastopata v njem Darja in Miha, naša prijatelja, ki sta v resnici zelo lep par. In tudi ne bi rekel, da sta igrala v tem videospotu, ampak sta živela. Ona dva sta to lep par, mi smo jih samo posneli in ona dva sta se uspela dovolj sprostiti, da jih kamera ni motila, tako kot v resnici živita. In se mi zdi, da je res en tak lep prikaz tega, da je možno se imeti v partnerskem odnosu lepo. Pa mogoče ne na hollywoodski način, ampak na tak bolj preprost in lep način. Predlagam, da si poslušalci video ogledajo. Blaž, kako pa boste Čedahuči delali naprej? Razmišljate morda o albumu? Ja, razmišljamo o albumu. Ni še tako, da bi lahko rekli, ja, pripravljamo album ali pa ne. V bistvu se zdaj pogovarjamo o tem, kako bi lahko to izpeljali, tudi s katero ekipo bi ga posneli. Nameravamo pa narediti album en krajši album s 6 pesmimi, album bomo šli pa tudi tako, da bo cel, recimo z 10-11 pesmimi, je pa odvisno tudi od dinamike, kako bo v jeseni. Tako da ne znam še povedati glede albuma, ampak pesmi imamo pa pripravljene, pa ful jih radi tudi igramo na koncertih. Zdaj pa postopoma jih bomo pa snemali. Bova pa za konec tega pogovora v eter spustila še ta novo, zato Blaž, beseda je tvoja, da odpreš knjigo in nekaj prebereš tudi poslušalcem. Hvala lepa na Radio Prlek, da nas spremljate, in hvala tebi, Boštjan, da nas predvajate, da s Čedahuči smo še živi in še ustvarjamo in upamo, da vam bo odprta knjiga polepšala kakšen dan. Te preberem z vsemi klicaji in napakami, z vsemi vprašaji in razlagami od A do Ž. Ker tebe izberem, tudi kadar sva v temi, ne ničesar ni, kar ne moreva napisati. Ni me več strah predata, kam kot sem, zate sem odprta knjiga. Spusti me blizu, ne išči napak, imava to, kar verjetno si želi vsak. Zdaj piševa drug po drugem zgodbe kot dva dnevnika, ta se v eno knjigo piševa, drug po drugem zgodbo in ne konca spleteva. In njej konca spleteva. Z vsemi klicaji in napakami, z vsemi vprašaji in razlagami od A do Ž. Ker tebe izberem, tudi kadar naju boli, me ničesar ni, kar ne moreva premagati. Zdaj piševa drug po drugem zgodbe kot dva dnevnika, ki zlivata se v eno knjigo.